Danes v Pomurskem dnevniku. Sproščanje ukrepov. Pogoj PCT. Orban in Janša. Zmaga Mure proti Aluminiju. Vreme jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Potem, ko je v petek vlada že ukinila karantene, pa se je z današnjim dnem začelo veliko sproščanje ukrepov. V večini dejavnosti tako preverjanja pogoja PCT več ne bo, ostaja le še v dejavnosti zdravstva in pri izvajalcih socialno-varstvenih storitev. Prav tako se ukinja testiranje v šolstvu. Potem, ko je vlada v petek odpravila karantene in pogoj PCT za prehajanje državne meje, je v soboto sprejela stališče, da intenzivno nadaljuje s prilagajanjem ukrepov. Tako bomo s ponedeljkom, 21. februarjem, povsod opustili spremljanje PCT pogoja, razen seveda v najbolj kritičnih dejavnostih, torej v bolnišnicah, nastanitvenih zavodih socialnega varstva in zaporih. Novosti z današnjim dnem veljajo tudi na področju hitrih testov, saj se ukinja brezplačno presejalno testiranje. Proračun bo kril zgolj še testiranje s hitrimi antigenskimi testi za dejavnosti, kjer se le to še naprej zahteva. Tudi v šolstvu prihaja do sprememb in sicer samo testiranje v šolah se ukinja. Še naprej pa je v šolah potrebna uporaba zaščitnih mask, razen za do sedaj veljavne izjeme. Poklukar ob velikem sproščanju pravi, da se življenje s tem deloma že vrača v normalne tire. Tako tudi upajo, da bodo zdravstveni delavci manj obremenjeni. 23 mesecev smo bili soočeni z nepredvidljivostjo, strahom, negotovostjo, izjemnimi napori in odrekanji vsakega izmed vas. In zato sem vam vsem neizmerno hvaležen. Še vedno pa stroko skrbi različica virusa BA2 in zasedenost bolnišnic s COVID bolniki. Ob tem še vedno poziva k odgovornemu ravnanju. To pa seveda zato, ker je naš glavni cilj, da čim hitreje celotno zdravstvo prične izvajati vse preventivne in redne zdravstvene storitve. Še vedno pa ostajajo priporočila stroke o nošenju mask in razkuževanju. Hkrati pozivajo vse, ki ob kakršnih koli bolezenskih znakih ostanejo doma. Torej, nošenje maske v zaprtih prostorih, ohranjanje razdalje, razkuževanje rok, prezračevanje prostorov, hitri antigenski test za samo testiranje naj v domači lekarni dobi mesto poleg termometra in seveda še naprej, kjer se le da, delo od doma. Stroka in vlada sta sicer na sproščanje imeli drugačne poglede, pa vendar so mnenja, da se za normalno življenje družba mora prilagajati. Odločitev vlade se od priporočil stroke sicer razlikuje v postopnosti oziroma hitrosti sproščanja ukrepov, vendar vsi pa imamo isti cilj, normalno in varno življenje na vseh področjih družbe. Kljub sproščanju pa bodo epidemiologi še vedno budno spremljali epidemiološko situacijo. Ukolikor bo potrebno, bo spet prišlo do zaostrovanj. S sproščanjem ukrepov pa že prihaja do zmede in nejasnosti. Tako smo preverili, v katerih dejavnostih je še potrebno izpolnjevati pogoj PCT in kje ne. Glede na sprostitev ukrepov je tako danes izpolnjevanja pogoja PCT potrebno le še pri zaposlenih in uporabnikih storitev v nastanitvenih objektih dejavnosti zdravstva, torej v bolnišnicah, pri izvajalcih socialno-varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, torej v domovih za starejše, posebno socialno-varstvenih zavodih in varstveno-delovnih centrih ter v zavodih za prestajanje kazni, to je v zaporih oziroma prevzgojnem domu. Pogoj PCT in vse ostale omejitve na gospodarskem področju so povsem odpravljene v industriji, trgovini, turizmu in gostinstvu ter drugih storitvenih dejavnostih. Še naprej pa bo potrebno upoštevati splošna pravila uporabe zaščitnih mask, razkuževanja, medosebne razdalje in zračanja prostorov. Potrošnikom in zaposlenim tako ne bo potrebno več dokazovati pogoja PCT ob vstopu v podjetja, prodajalne ali trgovske centre, gostinske lokale ali pri koriščenju različnih storitvenih dejavnosti in v nastanitvenih obratih. V trgovinski, turistični ali drugih storitvenih dejavnosti ne veljajo več omejitve dovoljenega števila ljudi, načina priprave, prevzema, strežbe ali uživanja hrane in pijače, delovnega časa. Prav tako se po novem sprošča delovanje diskotek in nočnih klubov.
Predsednik madžarske vlade Viktor Orban se je danes v Lendavi sestal s predsednikom slovenske vlade Janezom Janšo. Razpravljala sta o stanju dvostranskih odnosov, podpisala pa sta tudi sporazum med slovensko in madžarsko vlado o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh meje. Tako sta si danes predsednika vlade v Lendavi ob začetku obiska podala roke. Po uvodnem delu je sledil podpis sporazuma o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju. Prosimo podpisnika sporazuma, njegovo ekscelenco, predsednika vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo, in njegovo ekscelenco, predsednika vlade Madžarske, gospoda Viktorja Orbana, da pristopita k podpisu. Novembra leta 1992 sta že Slovenija in Madžarska podpisali sporazum o zaščiti in sodelovanju pri razvoju manjšin na obeh straneh meje. In danes, po skoraj 30 letih, izražam veliko zadovoljstvo in veselje, da smo lahko pravkar podpisali sporazum, ki na nek način nadgrajuje tistega izpred 30 let in vse ostale dogovore, ki so bili doseženi v tem času. Na podlagi današnjega podpisanega dokumenta bo v naslednjih 5 letih prav tako investirano za razvoj manjšin na obeh straneh preko 5 milijonov evrov. Na osnovi programov, ki bodo predstavljeni, kar bo bistveno pomagalo pri gospodarskem in socialnem razvoju manjšin in organizacij, tako tukaj v Prekmurju kot tudi v Poravi. Tudi za Madžarsko je sporazum pomemben, saj koristi vsem prebivalcem iz obeh držav. Pomemben se mi zdi ta sporazum, ki smo ga danes podpisali, ne le zaradi njene vsebine, kar je zelo pomembno za tukaj živeče. Toda sporazum ne koristi le tukaj živečim, ampak vsem Madžarom in vsem Slovencem. Tudi v tem primeru, če živijo v bolj oddaljenih regijah. V okviru srečanja sta tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec ter namestnik madžarskega ministra za zunanje zadeve in trgovino podpisala program sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med slovensko in madžarsko vlado za obdobje 2022 in 2025. Pa so jo le dočakali. Črno-beli so se v Kidričevem razveselili prve zmage v nadaljevanju sezone, saj je Aluminij klonil po 11-metrovki Luke Bobičanca. Damir Čuntala je tako v 3. poskusu vknjižil prvi komplet točk v vlogi trenerja Mure. Sobočani so si s pomembno zmago povrnili načeto samozavest in z optimizmom zrejo v nove izzive. Čuntala je že pred tekmo namreč opozarjal, da dvoboj s Kidričani ne bo enostavna naloga. Vedeli smo, da bo težka tekma in takšna je tudi bila. Tisto, kako je izgledal Aluminij v ponedeljek, vemo, da ni realno, da se dodatno krepili, vrnili so se njim kaznovani igralci in takšno težko tekmo, kot je vedno v Kidričevom za Muro, takšna je bila tudi danes, to smo pričakovali. Strelec edinega zadetka na tekmi Luka Bobičanec je bil po tekmi vesel. Muraši so se namreč tokrat borili od začetka pa do konca. Občutki so sigurno odlični po teh 2 tekmi, ki nam ni žal šlo. Smo danes se borili od začetka tekme do konca tekme, ni bilo teh recimo 50 minut, ki nismo dali ono, kar smo morali, ampak zelo pomembna zmaga za nas. Mura je v Kidričevem zaigrala brez kaznovanega Žiga Kausa in Nika Lorbka. Kljub hitremu vodstvu pa so si želeli še drugega zadetka. Definitivno smo si mi želeli drugega zadetka. Ne branimo 1-0, oziroma branimo 1-0, tako da iščemo drugi gol. Ampak normalno rezultata zadnjih 2 tekem ostane tudi igralcem v podzavesti, ni enostavno. Od glavnega junaka tokratne tekme pa se v nadaljevanju sezone pričakuje še veliko. Luka bo izredno pomemben člen in z tekmo boljši, tudi zdaj se že vidi, da se mu forma iz tekme v tekmo dviguje, na koncu je manjkal 4 mesece skoraj. Normalno se to v začetku malo poznalo, ampak prihaja v odličen ritem. Nekoliko manj navdušenje nad potekom tekme bil tokrat trener ekipe Aluminija. Nažalost smo klonili, ampak se mi zdi, da je tekma šla čisto v smer neodločenega rezultata. V ekipi črno-belih je ta tekma zdaj že preteklost. V nedeljo se bodo Muraši namreč že ob 15. uri pomerili proti ekipi iz Radomelj.
Cena upravljanja vozniškega izpita je poletela v nebo. Celoten strošek pridobivanja izpita trenutno znaša že krepko nad 1000 evrov. Kakšne so cene voženj v Pomurju? Več o tem in druge zanimive novice pa najdete na sobotainfo.com. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 10 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 8 stopinj, v Lendavi 10, v Murski Soboti 12 in v Radencih 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po kotlinah v srednje Slovenije nekaj megle. Čez dan bo pihal okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru od -2 do 0 stopinj, dnevne pa od 10 do 11 stopinj Celzija. V sredo in v četrtek bo večinoma sončno. V sredo bo pihal severni, v četrtek pa jugozahodni veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -4 do -1 stopinje, čez dan pa okoli 12 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.